Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Tokratna oddaja Utrip cerkve v Sloveniji bo prinesla nekaj utrinkov z praznovanja Gnidovčeve nedelje in svetovnega dneva bolnikov, praznika Lurške Matere Božje, ki se je odvilo v Novem mestu. Ob koncu nam bo družbo delala več kot 770 glava množica otrok, ki se je na kulturni praznik zbrala v cerkvi na Rakovniku v Ljubljani. Tam je namreč potekalo srečanje otroških pevskih zborov. Dobrodošli in vabljeni k poslušanju. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu. Jutri bodo godovali sveta Julijana Mučenka, Filipa Moreri in Onezim Škof. V torek 7 svetih ustanoviteljev servitev, Silvin Škof in Finan Menih. V sredo sveti Simeon Jeruzalemski Škof, Heladi Škof, Flavijan Škof, v sredo bo pepelnica, začetek postnega časa. V četrtek bo god svetega Konrada iz Pjačence, redovnika, Mesropa armenskega, cerkvenega učitelja, in Alvareza, redovnika. V petek godujejo sveti Sadot in drugi perzijski mučenci, Leon Sicilski, škof, Eleuteri belgijski, škof. V soboto sveti Peter Damjani, škof in cerkveni učitelj, Irena Rimska, Mira, devica in Maksimilijan Pulski, škof. V nedeljo pa je v cerkvenem koledarju zapisano sedež apostola Petra, god Marijete Kortonske spokornice, Izabele francoske redovnice. Prihodnja nedelja bo prva postna. V današnjem gospodovem dnevu. Popoldan bo v cerkvi svetega Valentina v Črnem Kalu ob 15. sveta maša z blagoslovom za zakonce in zaročence. Slovesnost bo vodil škof Jurij Bizjak. Nedelja. V Ljubljani bo jutri pri bratih Kapucinih v Štepani vasi ob 19. sveta maša in molitev za bolnike z rakom. Ob sklepu maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, priložnost pa bo tudi za zakrament spovedi in bolniškega maziljenja. V letu svetega Frančiška Asiškega pa še za prejem popolnega odpustka. Sreda. V sredo bo pepelnica, začetek postnega časa. Pri svetih mašah bo tudi obred pepeljenja. Ta dan bo dan strogega posta. V Mariboru, v stolnici svetega Janeza Krstnika, bo v sredo od 8:30 naprej molitev za nove duhovne poklice, za njihovo svetost in stanovitnost, ob 10. pa bo sveta maša. Četrtek. V mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika bo ob 19. sveta maša na rojstni dan Božje služabnice Cvetane Prijol. Sobota. V soboto bo v Ljubljani v romarski cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku ob 8:30 molitev za domovino, ob 9. pa sveta maša. Na Brezjah bo v soboto romanje odvisnikov in vseh, ki trpijo zaradi alkohola in drugih zasvojenosti. Ob 10. bo sveta maša, daroval jo bo stiški opat pater Maksimilijan File. Nedelja. Prihodnjo nedeljo bo v Sodražici praznovanje 130. obletnice smrti Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 14. bo križev pot, ob 15. pa sveta maša za njeno beatifikacijo. Daroval jo bo nadškof Stanislav Zore. Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. V cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani so pred tednom dni obhajali Gnidovčevo nedeljo. Sveto mašo je daroval novomeški škof Andrej Saje. Življenje Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca, lazarista, vzgojitelja in škofa v Makedoniji, je predstavil kot zgled zrele vere, osredinjene na Kristusa. Ob tem je v nagovoru izhajal iz Jezusovih besed: "Vi ste sol zemlje in luč sveta", ter poudaril, da krščanska identiteta ni naloga, temveč dar, ki ga je treba živeti v vsakdanjem življenju. Apostol Pavel v današnjem drugem berilu pravi: "Sklenil sem,
da ne bom vedel nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa in sicer križanega. Ta beseda osvetljuje tudi Gnidovčevo življenje. Njegova vera je bila osredinjena na Kristusa, ki se daruje iz ljubezni. In iz te povezanosti je črpal pogum, vztrajnost in modrost. Bil je človek razločevanja, ki je v molitvi prepoznal znamenje časa in odgovarjal na ta znamenja s poglobljeno vero in vizijo. Tudi današnji čas, po mnogih letih po njegovi smrti, je poln izzivov, a tudi priložnosti. Čutimo, da se svet sooča z napetostmi, nevarnosti za mir, z vprašanji vrednoti človeškega življenja. Tudi v naši domovini živimo večkrat v razprtijah in čutimo potrebo po spravi, večjem sodelovanju, trdnejšem zaupanju in skupni prihodnosti. In prav v takšnem času evangelij o soli in luči pridobi posebno težo in nam vsem sprašuje vest. Kakšni smo, kaj delamo, kako sodelujemo, kakšna je naša odgovornost do prihodnosti in do družbene skupnosti. Vera ne pomeni, da o Bogu lepo mislimo, temveč da je evangelij merilo našega konkretnega življenja. Pred nami je postni čas, čas notranje prenove, treznosti in razločevanja. Škof Saje je vernike povabil k razločevanju v luči evangelija, osebni in družbeni odgovornosti ter k molitvi za mir, domovino in modrost pri pomembnih odločitvah, ko bomo v času volitev poklicani k razmisleku o prihodnosti naše domovine. Cerkev v tem procesu spremlja vernike z oblikovanjem vesti. Vas povabim, da ne nasedamo zastraševanju in manipulacijam. Evangelij nam pri izbiri predstavnikov ponuja jasna merila. Dostojanstvo in spoštovanje človeškega življenja, od spočetja do naravne smrti, še posebej bolnih in starih, prizadevanje za pravičnost in mir, za resnico, solidarnost in skupno dobro. Izberimo tiste osebe, ki bodo spoštovali versko svobodo, cenile cerkev in druge verske skupnosti ter njihov doprinos k skupnemu dobremu. Vera osmišlja človekovo življenje in mu omogoča, da je boljši državljan in bolj odgovoren soustvarjalec skupnostnega življenja v blagor vseh. Ta merila izhaja iz evangelija in so namenjena nam vsem. Meni večkrat rečejo, škof, daj odločno besedo, napravite nekaj, da bodo vsi poslušali. Naša skupna odgovornost je, da prebudimo notranjo držo soodgovornosti za našo skupno prihodnost in da vsak od nas naredi tisto, kar lahko. Povabljeni smo v tem času tudi k molitvi za mir v svetu, za našo domovino, za modrost vseh, ki nosijo odgovornost, in za nas same, da bomo znali razločevati v luči vere. Povabljeni smo tudi k osebni refleksiji, kje smo, kaj iščemo, kam nas vodi in kakšno prihodnost želimo soustvarjati. V tej refleksiji ima tudi posebno mesto vprašanje, kako lahko vsak izmed nas že danes prispeva k večji pravičnosti, spoštovanju in medsebojnemu zaupanju v naši družbi. Sveta mati Terezija je v škofu Gnidovcu rekla, da je bil pravi duhovnik po Jezusovem srcu. Srce, oblikovano po Jezusovem srcu, postaja sol zemlje in luč sveta. Naj nas njegova priprošnja navdihuje, da bomo tudi mi danes v družinah, v župnijah, ustanovah in v javnem prostoru z zaupanjem in s pogumom živeli to, kar smo po krstu, sol zemlje in luč sveta, v slavo Boga in v blagor sočloveka.
Duhovnik Rok Žlender pa je predstavil postopek za beatifikacijo božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Spomnil je, da so škofa leta 2010 razglasili za častitljivega božjega služabnika, kar pomeni, da je cerkev priznala junaško uresničevanje kreposti. To je prvi korak v kar dolgem postopku. Za naslednji korak, beatifikacijo, kot tudi vemo, pa je potreben čudež, izredno znamenje, ki ga znanost ne more razložiti. Kot smo že lani slišali, sta v zgodovini postopka bili obravnavani dve ozdravitvi leta 1980 v Ljubljani. Šlo je za maligni tumor in potem nenadno izboljšanje zdravstvenega stanja brez operacije. In leta 2017 v Boliviji 14-letno dekle je po operaciji tumorja preživelo in okrevalo. V obeh primerih so zdravniki potrdili izrednost, ne pa tudi nerazložljivost. Vemo tudi za dogodek iz Severne Makedonije, ki nas vzbuja veliko upanja. Na sam Gnidovčev smrtni dan, 3. februarja 2021, torej 5 let nazaj, je mati več otrok po imenu Tinka Kočeva v prometni nesreči utrpela hude notranje poškodbe. Skupnost je takoj pričela z molitvijo k častitljivemu Gnidovcu za njegovo priprošnjo in žena je preživela, zdravljenje je bilo uspešno, ter po nekaj dneh je bolnišnico zapustila brez znakov poškodb. Škofijska faza preiskave, ki je potekala v skopski škofiji, je medicinsko prepoznala elemente nerazložljivosti in se uspešno zaključila 16. maja 2023. V rimski fazi so najprej opravili tako imenovane revizione, pregled škofijskih aktov, nato pa na zahtevo dikasterija za zadeve svetnikov sklicali dodatno sejo za razjasnitev okoliščin s 3 pričami. Po pregledu je bila pripravljena in 4. julija 2024 dikasteriju izročena brošura, povzetek tako imenovanega pozicija. Dana je bila v pregled 3 neodvisnim zdravnikom, specialistom za to področje. Če bo vsaj eden od njih prepoznal nerazložljivost, potem bo primer prešel na kolegij uradnih zdravnikov dikasterija, tako imenovan konzulta medika, ki bo podal svoje končno mnenje. Tako kot pretekla leta je tudi letos Rok Žlender povabil, da se škofu Gnidovcu še naprej radi priporočamo in ga prosimo, naj posreduje za nas pri Bogu. Na koncu so škof in duhovniki, somaševalci, pristopili do Gnidovčevega groba, kjer so skupaj molili za njegovo beatifikacijo. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. V sredo na praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov je v župnijski cerkvi svetega Lenarta v Novem mestu pri frančiškanih ob somaševanju sobratov in škofijskih duhovnikov slovesno mašo vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. V pridigi se je na temelju prilike o dobrem Samarijanu, izpostavljene v papeževem pismu ob svetovnem dnevu bolnikov, ob zgledu Lurške Marije in Lurda ter sporočilu evangelskega odlomka o bolniku pri kopeli v Betasi, osredotočil na pomen človeške bližine, medčloveških odnosov, upanja in smisla v času trpljenja in osamljenosti. Pravzaprav pa tudi, ko smo skupaj romali z bolniki ali pa z vero in lučjo v Lurd, pa vi ste najbrž romali, je pa največji čudež to, da spoznamo v svojem srcu, da nobena stvar ni brez razloga. Pogajamo se z Bogom, težko sprejmemo bolezen, težko sprejmemo preizkušnjo. Zakaj pa ravno jaz, naši družini, mojem okolju, ne samo telesna bolezen, tudi druge stiske, ampak počasi, korak za korakom, v bolečini ugotovimo, kako smo šibki, krhka bitja, kako je Božja milost tista, ki je ključnega pomena v našem življenju, ključno upanje. In hkrati ob tem ugotavljamo, ko doživljamo tudi svojo nemoč, bolezen,
Bog je z nami, On nas vedno razume, On nam podaja roko, nismo sami, vse ima svoj razlog. Čeprav v tem trenutku ne razumemo, korak za korakom pogotovimo, da nič ni brez pomena. Bog nas ne preizkuša kar tako. Bog želi, da bi tudi v preizkušnjah posebej čutili njegovo milino, nežnost, njegovo pomoč, dobroto, ker je sam šel po poti križa, trpljenja in smrti. In od tistega trenutka nismo več sami. In zato nas Lurška Mati Božja vabi, da bi radi molili molitev rožnega venca. Jaz sem brezmadežno spočetje, čisto srca je tista, ki prinaša v naše življenje upanje. Predvsem pa, ko je naše srce čisto, ko ni zamer, slabih misli, takrat se lažje pogovarjamo z Bogom, pa tudi med seboj. Takrat so naši odnosi drugačni. In to, kar je naredil Samarijan, kar je papež poudaril, da je opazil človeka, je storil Jezus. Pravzaprav je Samarijan posnemal Jezusa, ki pride v kopelj. Lahko si predstavljamo, množica ljudi, verovali so, da če pride do vode, da bodo morda ozdraveli. Prerivanje, kričanje, ne vem kakšno zmede, pravi kaos. In v tem kaosu živi nekdo, če si predstavljamo, ki je 38 let bolan. Ne more k vodi, ne more se pomikati. 38 let bolan. In v to kaotično zmedo, prerivanje, kričanje, pride Jezus in opazi človeka, njega, osebo. Nekdo ga vidi, nekdo mu prisluhne, nekdo ga končno opazi. In zanimivo je potem, da ko ga Jezus vpraša, če želi ozdraviti, ta človek ne želi govoriti o svoji telesni bolezni, da ne more hoditi. Ni bil to prvi problem. Največji problem človeka je bil: Gospod, nimam človeka, nikogar nimam, ki bi me pomaknil. Po maši se je okrog cerkve in samostana med prepevanjem lavretanskih litanij z lurškimi odpevi odvila procesija z lučkami in kipom Lurške Marije. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Izšla je prva letošnja dvojna številka revije Mir Odmev Medžugorja. V novem letniku revija prinaša kar nekaj vsebinskih novosti, katere je za naš radio napisala urednica revije Mirjam Sterle, ki jo bo povzela Petra Stopar. V rubriki Marijine podobe bomo predstavljali tiste upodobitve Marije, ki imajo versko, umetniško in zgodovinsko vrednost. Rubrika Sadovi Medžugorja bo pripovedovala o tem, kateri so konkretni sadovi medžugorske duhovnosti. Seveda gre vedno za duhovno in hkrati karitativno razsežnost, kajti vera brez del je mrtva. Tretja novost je rubrika Pripravimo se na romanje. V njej želijo pripomoči, da bi bilo romanje v Medžugorje res romanje, da bi vedeli, kam pravzaprav gremo in zakaj, da bi poznali temelje medžugorske duhovnosti. Poleg novosti so še vedno tu osrednja tema z naslednjo razlago knjige Razodetja, Svetnik našega časa, različna razmišljanja. Na revijo Mir se lahko naročite na spletnem naslovu naročniki@društvo-mir.si ali če med tednom od 5:30 do 6:30 zvečer pokličete na telefonsko številko 041 278 310. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na kulturni praznik 8. februarja je bil Rakovnik v Ljubljani prizorišče nečesa veličastnega. Vsaki 2 leti Salezijanska mladina ob prazniku svetega Janeza Boska organizira tradicionalna srečanja otroških in mladinskih pevskih zborov. Letošnje srečanje otroških zborov je združilo kar 775 otrok iz skoraj 60 župnij. Sveto mašo je vodil salezijanec Gašper Utrin, ki je takole ob zaključku pridige nagovoril zbrane. Za zaključek v današnjem evangeliju smo slišali o soli in o luči. Vi ste so zemlje, vi ste luč sveta. Ko sol mešamo v hrano, se je pač ne vidi, ker je tam vmes, ampak vemo, da brez soli ni okusa. In ko vi pojete, dajete temu svetu okus. Ko vi pojete danes to pesmi tukaj v tej cerkvi, solite srca ljudi. Nas ljudi, ki smo včasih trdi, naše srca so zakrknjena, vemo pa, da so otroci tisti, ki pojejo iz srca v svoji čistosti, nedolžnosti, brezmadežnosti in prinašajo luč. In glasba je kot luč, kot Justin Bieber poje o verski pesmi, o Bogu, je kot reflektor, ki posije v tisto temo Hollywooda, prav kakor vi posijete v srce svojih sošolcev, sošolk, kadar jim govorite in prepevate o Bogu. In želja za konec je ta: bodite sol in bodite luč vsem vas in vašim sošolcem, sošolkam, prijateljem in jim prenesite v njihovo življenje okus Boga. Amen. Sedaj pa prisluhnimo eni od pesmi, ki jo je zapelo več kot 770 otrok. To je bilo tokrat vse v današnji oddaji, naslednja bo na sporedu že v času posta. Vse dobro vam želim in lep pozdrav do prihodnjič. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.